to sem jaz in on visi iz lasu tu dol, to pa je Maček Bajsi. Tu se še tako umetniško podpisal, no. Glasna, energična in ustvarjalna. Že več kot 5 let ustvarja zgodbe o ljubezni in cvetju. Dekorista Tjaša Peser Dvoršak, končno se nam je uspelo najti v Neokvirjeno. Ja, pozdravljena, Nina. Lahko bi rekli, da je čas nekako naš sovražnik, lahko je naš prijatelj, lahko je naš vodnik. Kaj pa tebi predstavlja čas? Kako ga ti dojemaš? Tudi v sklopu tega, kar ti na svoji poslovni poti delaš. Da ga je zmeraj premalo. Zmeraj premalo, včasih je tudi sovražnik, no. Ko manjkajo tiste zadnje minute, mogoče do konca nekega dela, ko so roki določeni, tako da, ja, včasih je sovražnik. Pol samo švicamo, pa si dol. Ja, ampak nekako sem se že sama sprogramirala, da ko je najhuje, ko nas najbolj lovi kaki rok, se umiriš, ne, vsedeš, vdihneš parkrat globoko, pa rečeš, vse bo okej, do zdaj smo vedno vse v roku, pa bomo še tokrat. Pa se ti mogoče kdaj zdi, da ko si pod takim pressingom, ko imaš ful, da si bolj ustvarjalna ali manj? Bolj. Jaz isto. Ja. Včasih se mi zdi, da če imamo preveč časa, si kar malo... Ja, malo zaspiš, ne? Ja. Odplavaš nekam, neki svet druge. Ko pa si pod pritiskom, takrat se pa meni se zdi, vsaj pri meni je tak, da se rojevajo najboljše ideje. Ja, kar gre. Ja. Tako da to, da imam jaz kako brezdelje, obdobje brezdelja, to meni več škode naredi, no, kot koristi. Bi se kar strinjala. Ja. Zdaj, če mogoče... Bom rekla tako, večinoma naši poslušalci Slovenskih goric te zelo dobro že poznajo. Tudi poširom po Sloveniji si poznana, ampak če gremo malo tako prvo pogledati, ne, tvoja zgodba je meni zelo zanimiva, ne. Ustvarjala, mislim, nekako spekla si tudi torte, imela si kavarno, študirala si sicer dizajn. Tako, kako zdaj, mislim, vidim, da neka ta ustvarjalnost je bila, ampak... Ja, ta ustvarjalnost se je zmeraj v meni kuhala, ne, že od malega. Pač mamo sem opazovala dostkrat pri njenih ustvarjalnih hobijih, pa vedno noso zraven tiščala, ne. In ne vem, nekako se je to zakorenilo v meni, da pač jaz moram nekaj početi z rokami, ne. Za računalnikom smo velika sovražnika, ne. Niti nimam, tako kot pravijo, ledrzica, da bi na miru sedela, pa ne. Ampak to, da je akcija, da se dogaja in ja, pač probaš vse v življenju, kaj se da, ne. Kako si prišla na te torte? To je bilo po mami ali... Ne, to pa ker to se vidi, da si šla tudi ful v detajle. Ful v detajle, ja. Jaz pač grem all in, ne, ko se nečesa lotim. Ne vem, mislim, da je to bil tak vpliv tega Pinteresta in tega, ko sem jaz začela to spremljati. V tistem času se niti prav ne spomnim. Mislim, da sem se zelo tako iskala, bila sem po porodniške, službe nisem imela, pa sem se pač lotila tega. Smisla, da probam, da vidim. Ampak tak izgled torte je bil super, not pa je pač ni najboljše zgledalo. Baje so bile dobre, ampak to zlaganje tort, to pa mi nikoli ni šlo, ne. Je izziv, ne bi rekla, malo je to umetnost, ne? Absolutno. Pa da še polno pripelješ na lokacijo. Ja. Pa danes še pečeš torte, mislim. Ne. Prepuščam to delo džezvi.
Z njimi tudi ful dobro sodelujemo, tako da sem prepustila ta del življenja, kar nima. Kaj pa potem, kako si prišla na kafič tu v Lenartu, v centru Lenarta, imamo ta kavarna? To je bila tvoja ta čvekarna se je pri tebi? Čvekarna, Tako, okay. Čvek in kavarna, to smo tako neko besedno igro, izpeljanko naredili. V bistvu je to bilo v tistem času nekje z temi tortami povezano, brez službe, in sem se potem nekako z Primožem, mojim možem, odločila, da pač probava z gostilno oziroma z kavarno, nekako se nam je zdelo to najbolj smiselno. To je bilo ful naporno obdobje mojega življenja, no. Še zdaj občudujem vse gostince, no, ker to te celega posrka, ne. Tu si v 5-24 ur na dan, ne. In zravno malih otrok, meni se je potem, 3 leta potem, ko smo prevzela kavarno, odprla ena služba v Avstriji, kjer sem pač bila vodja dekorative, prav poročne lokacije, in tisto je pol postalo čist preveč naporno, ne. Služba, kavarna, mali otrok, v glavnem tisto je bilo. Na tisti del življenja gledam kot na eno konkretno šolo, no, kam ne greš. Kje so tvoje zmožnosti oziroma dokot lahko greš v življenju, da se ne podre vse ostalo, ne. Ko moraš enkrat, mislim, vidiš vse posod izzive, kaj bi lahko spremenila, ampak moraš da tudi sebe na prvo mesto, ne. Tako, in tu je pač ta del odpadel, ne. Pozabiš na sebe in na svojo dobrobit, no. Ampak sem vesela in hvaležna za vse izkušnje, no. To nas dela pač to, kaj smo danes zdaj tu, ko sedimo, ne. Točno to, ne. Tudi če, jaz vedno rečem, tudi če so bile slabe, še vedno lahko nekaj dobrega iz tega potegneš, ne? Definitivno. Zmeraj je tako. Ja, zmeraj je tako. Zdaj pa odvisno, kaki človek si, ne? Ali pol si jezen na tisto, ampak ko pogledaš z distance, potem rečeš, dobro, da se je tako zgodilo, ker če se ne bi to zgodilo, točno tako, ne bi jaz šel višjo stopničko. Točno tako. Pač vse se zgodi z razlogom in življenje mi je dostikrat to dokazalo, no. Za vse je neki razlog. Res, da pride trenutek, ne, ko si misliš, pa kaj je tega treba, ne? Pa kaj tu ne bo konca, ali pa ne, zakaj se ne obrača že na boljše, ampak nismo potrpežljivi, vidim, ne? Vse bi radi hitro, takoj zdaj, naenkrat, ampak potem to včasih ni toliko vredno, če do nečesa pridemo tako enostavno, ne. Imamo dosti večjo občutek, da smo nekaj dosegli, če se moramo malo potruditi vseeno, ne. Tisti rezultat ali sad tvojega dela je bistveno bolj slajši. Bil sem bolj ponosen si tudi na sebe, ne. Tako. Rečeš, uspelo mi je. Ja. Ok, 5 let potem pa zdaj že dekorista uradno tudi lepša naša življenja. Se trudim, no. Nikoli si nisem mislila, da bom res lahko od tega živela, in da bo to tak veliki del mojega življenja, no. Zato, ker sem se izšolala za... Z 10 diplomirala. A vse veš. Ja, mi je bila faks mi je bil kar na kožo pisan, no. To je ful dobro. Mislim, si takoj ugotovila, da si šla na pravo pot. Ker to mi je dostikrat tudi, ko imamo mi tle praktikante, ne, jih je na nek način težko usmeriti. Mi je pa fajn, ko vidim nekoga, da ugotovi, veš, da misli, da je na pravi poti, no. To. Ko vidiš to strast imaš, no. In to je tombola, ne. In potem, ko pač prideš do te točke v življenju, da imaš službo, da nekaj delaš za denar, in da te to tako veseli, da
da ti to dejansko ni služba, ali kako naj razložim. Ja. Ne, da ti je služba dejansko hobi. Ne, so naporni dnevi, so težke situacije, so živčne vojne, vse živo. Ne? Pa ni 8-urnega delovnika. Ja, ne. Zadnjič sem nekje prebrala, da zakaj bi delal za 40 ur za šefa, če pa lahko delam 80 ur na teden za sebe. No, tu nekje, ne. Tu nekje, ja. Ja. Se ne vem, zdaj pri čem smo ostale, malo sem odplavala. V bistvu, kako je dekorista nastala, pa dejansko da delava res, da ti ni več to služba, ampak hobi, to je način življenja na nek način. Ti dejansko, ko greš verjetno tudi, ne vem, prideš sem v ta prostor, pa si misliš, tu bi lahko malo spremenila. Mislim, to je na nek način poklicna deformacija. Ja. Pa jaz ne vidim tega nič slabega, ampak to je res, da ti s tem živiš. Ja, jaz pač včasih se zgodi, da kaj naskrivaj malo predstavim. Ko priješ kolegi na obisk? Ja, mogoče, ja. Ali pa mogoče prehitro kaj preveč pokritiziram v zvezi s tem, ne? Pač, ko pride do tega, ne znam držati jezika za zmi. Pa sej načeloma, sem se to pogovarjala danes zjutraj z Magom, da se mi zdi, da ljudje smo mogoče postali malce občutljivi, pa že velikokrat težko sprejmemo mogoče kritiko, ali pa če ti nekdo pove drugačno mnenje. Ampak sej ljudje, ki pol tebe spoznajo, dejansko to tudi od tebe pričakujejo. Ja, v bistvu jaz stranko že vnaprej pripravim, da bom pač iskreno povedala, kaj je okej in kaj sploh, ko pride do tega, do svetovanja za notranjo opremo, za renovacijo ali karkoli, pač jaz naravnost povem stvari, ki niso okej estetsko, kot jih jaz vidim. Pa mislim, da nišče to za slabo ne vzame, ker na koncu koncev zato so me poklicali, ker želijo stvari izboljšati, obnoviti, prenoviti, kakorkoli. Tako da dekorista je nekako zdaj zajema kar širok spektar nekih dejavnosti, od poročnih dekoracij pa potem tudi do prenov, Zdaj, tako kot sem prej rekla, nekega ledrzica nimam, kar se tiče prenov, sem bolj v tem delu svetovanja, ne toliko izrisov in česa podobnega, ker pač mi tudi to preveč časa vzame. Koliko pa vas je zdaj v ekipi? Mislim, imaš svoje pomagače, pa Hausmeister? Ja, Hausmeister, ja. On je v bistvu je dobil to službo, brez da bi se prijavil, Tako da on je pač malo dekorista tim po sili, Govora je v možu, Ja. Za tiste, ko mogoče ne ve, Pol pa pač ne dobi dopusta, ne dobi bolniške, nič ne dobi, Ne pripada. Ne pripadam. Ne hecam se malo, ampak mož mi dosti pomaga, sploh, ko gre za neke tehnične rešitve, za kakšne večje inštalacije. Drugače pa imam tudi eno ekipo punc, ki mi pa občasno pomagajo takrat, ko pač je gužva. To pomeni, da so, 3 poroke na eno soboto ali pa da je več eventov v enem tednu, tako da takrat pač rabim pomočno tisto. Drugače pa sem še zmeraj uradno one man band. Vse je porihtano od Jaše. To je, mislim, takrat, ko si v tej vlogi kot nekega podjetnika, je mogoče, ko rečeš, se fajn sliši, ko pa moraš dejansko to delati, je pa zadeva zelo zahtevna. Ja, postane naporno včasih. Tudi ta birokracija, ki zraven sodi, je... To je, nujno zlo, Nujno zlo, ampak svoboda, ki pa jo imamo, je pa neprecenljiva, da rečem, v tem poslu. Res je. To je pa... Ja.
Mogoče zanima me ta vloga cvetja v samem ambientu, v našem življenju. Se mi zdi, da ljudje vedno večjo težo dajemo temu. Ja, tudi jaz imam taki občutek. No. Cvetje je zmeraj predstavljalo neko izražanje. Ne, to je neka neverbalna komunikacija v odnosih. Ne? Podarjamo si cvetje za rojstne dneve, podarjamo si za poroke, podarjamo si cvetje za žalostne dogodke. Ne? Cvetje nas spremlja od rojstva v bistvu. Ne? In ful me veseli, da sploh moje stranke, da se zavedajo velikega pomena cvetja pri nekih njihovih življenjskih dogodkih. Ne? Ali pa na splošno dekoracije. Se mi zdi, da to da praznovanju, žalovanju, kakorkoli neko dodatno vrednost. Ne? Z cvetjem pač lahko marsikaj izrazimo. Vsak cvet ima neko svojo simboliko in če znaš prav izbrati, lahko marsikaj poveš tudi brez besed. Ne? Meni se zdi, da je to veliki del življenja vseh nas. No. Samo pač eni dajemo temu večji pomen kot drugi. Ne? Ampak kar se mojih strank tiče, pač tisti, ki pristopijo do mene, jim je to zelo pomembno. No. Včeraj sem govorila z eno nevesto za drugo leto, je rekla, ne vem, mogoče pretiravam, ampak meni se zdi to tako pomembno za poroko, da je cvetje tako, kot mora biti in da je res dosti cvetja in da to se mi zdi, da tako štimungo v praznovanju in res je tako. No, jaz sem istega mnenja, drugače ne bi tega delala. Ne? Pa jaz bi rekla res, da dejansko, ko imaš ti cvetje, da dejansko se ti kot človek tudi spremeniš. Mislim, ko si v lepem ambientu, se drugače počutiš. Ne? Ja, se tudi ti lepše počutiš. Ja. Dejansko začne se energija spreminjati. Ne? Jaz mislim, da je nekaj na tem. Ja. Te rastline imajo neko življenje, ki ga nekako na tebe preslikajo in je čisto drugo. Sigurno. Sploh, če je to tudi prav pokombinirano. Da da tisti vizualni efekt, ki pač rečeš wow. Ne? Jaz vidim, da dostkrat pritegne koga moja dekoracija, ki si sploh ne bi mislila. Ne? Zdaj nazadnje na Celjskem sejmu je bilo ful zanimivo, ker so se večinoma moški ustavili pri moji stojnici. Ne, ker je pač malo smo pretiravali, ampak ja, moramo iti pompozno, da izstopamo od drugih. Ne? In je bilo res ful cvetja in ful neke dekoracije na stojnici in je bilo ful zanimivo, da so bili moški tisti, ki so svoje bodoče žene ustavili pa rekli wow. Ne? Tako da, to se mi je zdaj prvič zgodilo, ampak ja, potem nekaj prav delamo. Ne? Zanimivo, da lahko v bistvu tudi, mislim, nikoli nisem v tej smeri razmišljala, ampak da dejansko lahko preko tega tudi nagovoriš ali žensko ali moško populacijo. Ja. Mislim, je pa poroka, ki bi rekel na nek način, ne vem, bolj za ženske, ne, domena žensk. Ne. Ja, res domena žensk. Pač ženske dajemo večjo pozornost na te detajle. Ne. Ampak zelo zanimivo je pa to, da je zmeraj več tudi moških takih, ki mogoče prevzamejo besedo pa rečejo, veš kaj, ne bi teh vrtnic, bi mogoče one. To mi je še pa posebej všeč. Ne? Da vidim, da ne prepustijo vsega ženske, da tudi oni želijo imeti besedo pri nečem. Vse je njun dan. Ne? Tako, ja. Delala si tudi za večje stvari, če lahko tako rečem. No, prej si omenila, bila si vodja dekorirana v Avstriji, ampak mogoče take, ki jih vsi bolj poznamo, Milka, Marles, Terme Olimia, vem, da... V Termah Olimia smo delali za
en šampon, Pantene Prove, če se prav spomnim. Ja, za Samsung. Kako je bilo delati s temi velikimi, ne? Res ful kreativno in ful dobro. Wow, Ja, to dobro res. slišati, da. Mislim, taki projekti so potem tista pika na i v letu, ko pač konc leta ponavadi vsi delamo prereze svojega dela, ne, pa rečeš, wow, mislim, to, ne, ko ti ostane v spominu, ko je tisto prva asociacija na tisto leto, ne, kaj pa si takrat dosegel? Za Milko sem delala dekoracijo ali pa za Samsung smo delali pop-up trgovino na Kongresnem trgu. V glavnem, ja, to so pa tiste stvari, ki meni malo dvignejo puls. Kaj so tiste prednosti, naprimer, z njimi, ko delaš? Ali ker ti dajo neomejen budžet, Ne, neomejeno to ne. kreativnost? Kreativa je pač neomejena oziroma tematska. Ne? Meni so všeč take stvari, ko so ti poslovni dogodki, ko so tematski. Ne? Tam lahko jaz se mi zdi bolj izživim te moje nore ideje včasih, ki ne spadajo k poročnim dnevom, ker pač tam je neka druga dinamika dela in kreative. Tu pa si lahko dame malo duška, no. Malo lahko znorim. Vse mogoče, jaz bi rekla tudi, da ravno to je meni osebno, pa mislim, da tudi dosti drugim, ker vidim, da imaš odzive na tvojih družbenih omrežjih. Ko imaš, na primer, res čisto trgane ideje. Ne vem, ena gospa je imela slavje in je ljubitelj, mislim, zelo rada kuha in tisto je bilo vse v stilu kuharije. Mislim, to so bili tulipani s korenjem v vazi, potem zeljnata glava je postala vaza, Ja. cedilnik, ribenžen, to je bilo mislim, ali pa ne vem, lovec in si že vpletla te lovske stvari. Vidi se, da Jaz vedno tako razmišljam, da povežem osebnost stranke oziroma slavljenca lahko z temi elementi, ki ga obkrožajo v življenju, ne? Pa da to lahko vpletem v cvetje. To so mi ful dobri izzivi. To mi je ono, ko pravim, da mi dvigne puls, da lahko jaz razmišljam. Ne? Pa po hiši hodim, pa to rabim. pa najdeš vse to opremo, to sem si študirala. Ne? To pa imam jaz vse doma. Kje živiš? Ti moraš veš, kako hišo moraš imeti. Ker to je toliko različnih tematik, ko sem gledala. Pa od kuharije, tako sem rekla, zdaj lovci. Mislim, razne inštalacije, ki jih delaš. To so res čist druge, ampak kje pol ti to vse opremo najdeš, ki jo pol hraniš? Najdem jo. Mislim, jaz imam občutek, da dostkrat neke stvari najdejo mene. Res. Ne, da pridem do tega, dostkrat stvari najdejo mene, no. Prej ko jaz njih. Ampak ne vem, tako nekako življenje funkcionira, da ti da točno to, kaj rabiš, no. In pol, ki pa to skladiščim, zaenkrat je vse v kleti. Klet je postala, v bistvu je postalo moje skladišče. In tu je Sem že kar izselila. Očetovo delavnico sem izselila, en del mame sem iz kleti izselila, ker pač vedno več je stvari, ne. Tudi trendi se spreminjajo, sploh te tematske zadeve, ja, tega je vedno več. Dobrolonci, pa to so bili iz moje kuhinje, ne, to je šlo potem nazaj. Džezvice je džezva dala? Ali? Ne, tudi moje. Okay. Tako da ja, se nabere. Se nabere in zdaj je že kar prostorska stiska, tako da Hvala Bogu za mamo in očeta, da sta strpna. Ja, zelo sta strpna. Ful sem hvaležna, da imamo prostor, da sta mi odstopila toliko prostora.
pa da sta potrpežljiva tudi, ko je dvorišče v Rasulu zaradi takih in podobnih inštalacij. Ne, ampak se jima probam bolj odkupiti za kakšno dekoracijo, da jima pripravim doma. Po zimi si hiško zunaj naredimo tako z šankom, da tisto... To ni kar ena taka posebna, to je Peserlova kobača. Ja. To ni kar ena hiška. No, ja, Peserlova kobača, ja. To je bil bolj, mislim, ko bi rekel, bolj obsežen projekt, ali to je tako nastalo in hausmeister prijel na žago dekorista? To je v bistvu prvo leto nastalo zaradi tega, ker se nam je pod težo snega podrl nadstrešek oziroma paviljon. In smo potem to tako za silo malo sanirali in hausmeister je hitro prijel za delo in smo to malo obili z lesom, z smrečjem obdelali in z dekoracijo božično, kupili na Bolhi šank za 30 €, v glavnem, ja, in imamo druženja tam zimska čez veseli december. Tako da ste si ustvarili prav svoj veseli december, Ja. ker to so lučke, to je Tako. porihtano tako, kot mora biti. Ja. Ne? Kdo pa potem prevzema to kelnerijo, pa postrežba? To... Mi dve z mamo Aha. v osnovi. Koliko pa sprejme gostov, ali to tudi za vnajem, ali koliko ima ne? To je izključno v privat namene. Glede na to, da ste zelo blizu centra, Lenarta doma, bi lahko komot kakšno tako potkico naredili. Ja, se včasih se zgodi, da kdo tak zaide, ne, ker sliši, da je neka gužva in da se nekaj dogaja za hišo. Ampak to so ponavadi znani ljudje, ko pač nas Ja. poznajo. Drugače pa je pestro skozi celi december, ja, koliko pač imamo časa. Je pa ta ideja v bistvu v koroni nastala, ko smo imeli omejeno življenje in smo se pač, to je eno z drugim nastalo in zdaj je pač to tradicija, da vsako leto spremenimo poletni paviljon v zimskega. No, evo, tak. Super. Imela si še tudi eno zanimivo inštalacijo, povabili so te Festival Ljubljana k sodelovanju, mogoče glih navezava iz te kobače z lesom, tudi tam so pa hiške. Ja. Lahko poveš kaj več o tem projektu? Bo verjetno tudi zdaj, leta 2025, kaj pripravljaš, bo kaj drugače? Načeloma povabili so me k sodelovanju na podlagi priporočila prijatelja. Jaz sem potem pripravila 2 idejni zasnovi, ptičje hiške, pa še ena idejna zasnova je bila, ki se zdaj niti ne spomnim prav. V glavnem, ja, so bili kar navdušeni nad idejo ptičjih hišk. Pač jaz sem to skušala predstaviti oziroma zastaviti ta projekt na tak način, da ne nagovarjamo ljudi, ker to je LUF festival ljubezni, umetnosti in vandranja. Ta festival je nastal, da bi se ljubljansko jedro malo uživelo v času, ko mogoče ni toliko turistično oblegano. Ne? Da nisem direktno govorila, ker je pač to povezava potem tudi z Gregorjevim, ko se ptički ženijo, da to ni na prvo žogo o ljubezni, ne? Da je mogoče malo povezava samo, ko se ptički ženijo, ptičje hišice, kjer si ptički ustvarjajo družine, bla, 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 ne? In pač nekako na ta način. In, ja, zdaj jih vsako leto izobesimo na Wolfovi ulici v Ljubljani. Lani smo jih še osvetlili dodatno, še lepše izgledajo. Letos pa se v bistvu že od februarja se mi po glavi mota par idej za mogoče nove idejne zasnove, ki jih bom predala Turizmu Ljubljana, pa bom zelo vesela, če jim bo katera všeč.
Ker bilo mi je tu všeč, za en medij si dejala ravno za ta projekt, da bi morali dati prednost doma, mislim, našim praznikom, ne, ki so iz Slovenije, kot pa tem uvoženim. Tako. In ravno zaradi tega tu nisi hotela iti v te neke klišejske srčke. Tako. Ker jaz mislim, da imamo toliko bogato kulturo Slovenci, pa toliko enih lepih slovenskih praznikov je, ki bi se lahko teh držali. Ne? Jaz razumem, da se ti komercialni prazniki, ne, da te potegnejo, saj nas vse ne. Ampak na koncu koncev je tudi Božič postal totalno komercialen praznik. Ne? Pa se je mogoče zgubila tista rdeča nit, pa tisti pomen Božiča ali pa nasplošno praznikov. Ne? Namesto, da se ustavimo, umirimo, smo hvaležni za to, kaj imamo v življenju, mogoče naredimo pregled nad sabo tudi v tistem času, pač so prazniki postali neko breme in neka hektika in panika in mene to iz leta v leto vedno bolj moti. No. Pač, zgubil je Božič tisti čar, tisti pomen, zakaj se v bistvu sploh praznuje. Jaz pač to dojemam, ne zdaj čist iz katoliškega vidika, ampak jaz to dojemam kot čas za družino. Zdaj pa je vseeno, kje smo, ne? Samo skupaj, da smo. Ker tak čez leto smo zelo prikrajšani za neke družinska druženja ali kakorkoli, ne? Pa naprimer ti zdaj v decembrskem času si tudi zelo zasipana z delom. Sem. Kdaj potem rečeš tisto, dovolj je zdaj pa čas za družino? Tam nekje 20. decembra. Takrat je, potegneš. Ja. Tudi kasneje je bolj nesmiselno karkoli še pripravljati od dekoracije. Zdaj bo pač največja gužva bo konec novembra in v začetku decembra. Tak. Pa se stvari malo umirijo, še zmeraj pa se najde, ki je ali kakšna poslovna zabava ali karkoli. Ne. Ampak tisto niso potem tako obsežne stvari, to se da hitro porihtati. Ja. Glih, ko smo se še tudi pogovarjali o samem odzivu strank, ena izmed spletnih komentarjev je zadovoljna stranka, ki je napisala, da si pričarala pravljični pridih. Zdaj pa mene najbolj zanima, ti spet, ne, se lahko si tudi gledalci, poslušalci pogledajo te pravljične stvaritve tvoje. Koliko časa ti dejansko rabiš za en tak projekt? Koliko ti vzeme dejansko, da ti, kakšen je postopek, a veš, da ti začneš, pa da potem izvedeš, ne? Začne se prvo z idejo oziroma z razmišljanjem o samem konceptu, idejna zasnova, kakorkoli. Nadaljujem z nabavo materialov, zdaj odvisno, za kaj gre, ne? Ali je to nabava cvetja, ali je to nabava novih vas, ali je to nabava ne vem kakih specifičnih dekorativnih elementov. V glavnem tudi to vzame ogromno časa. Ne? Potem pa so priprave, predpriprave. Zdaj težko govorim o enem načinu, enem postopku dela, ker pač vsaka dekoracija, vsak način dekoracije zahteva drugi pristop. Ne? Naprimer, poročne dekoracije v bistvu delam cel teden, pa potem še za vikend, ko dejansko udejanjamo to dekoracijo, ne? Realiziramo. Predpriprave, ne vem, čisto odvisno, koliko je obsežna tudi poroka. Zdaj, dosti je dela predpriprav z nekimi meniji, naprstnimi šopki, pač z nekimi takimi drobnarijami, ki potem tudi nekako povežejo celotno dekoracijo. Ne?
Tako da, če pa se gre za kaki taki projekt, kot so naprimer ptičje hiške, tisto pa je bolj brainstorming, ki pa tudi traja in traja in traja. Včasih je lahko zelo hitro, včasih pa... Tako in potem, ne vem, z Benjaminom Zarnecom smo sodelovali pri tem, ker mi je v interesu, da ostanemo lokalno, da se lokalno povezujemo med sabo in da smo prišli do tega, kako bo izdelana hiška. Mislim, to je fulene komunikacije, fulenega projektiranja in usklajevanja. Pa dejansko, da je to fiksno, ker je viselo, ne? Ja, pa precej težke so tudi, jaz mislim, da so 45 cm visoke te hiške, sploh niso tako majhne, ko zgledajo na ulici, ko visijo, ne. To je bilo fulenega dogovarjanja in usklajevanja, predno smo mi prišli do končnega izdelka, ki smo ga lahko poslali v Ljubljano in da so oni potem rekli, v redu je. Ne? To je res zanimivo, kako naprimer težko je tebi dati ponudbo za tako izdelavo, ne? Ker vseeno ne veš, kaj te čaka na tem projektu, ko ti nekaj, veš, prvo, da dobiš idejo, kako jo bom izpeljala, ampak ti pa verjetno moraš že prej njim dati. Sigurno. Cena projekta, koliko bo stala. Zato se tudi... v bistvu ti predračuni in to je vedno največji izziv, ker včasih se zakalkuliraš, ne? Ti vzame, naprimer, dosti več časa, dosti več materijala, kot si pričakoval. Zdaj pa predračun je neka taka stvar, ki je potem ti za 50% ne moš spreminjati, ne? Tako da, ampak sej se z leti vedno učimo se, no. To je proces učenja, teče skozi vsa leta delovanja, tako da, ne. Koliko, naprimer, bi tako rekla čez palec, potrebuješ delovnih ur za pripravo ene poroke, naprimer? Enih 40 ur sigurno. Ja. Ogromno. Ja. Mislim, razhajam zdaj iz tega, ker če bi kdo rekel, sej tu je zelo drago, ne? Ampak veš, 40 ur plus vsa dekoracija. In ves material, ne? Je kar zalogaj. No, vse v končni fazi, če pa po črto potegnemo, če bi pa sam šel to delati, ne? Bi pa verjetno še več ur porabil, ne? Ker nisi toliko iznajdljiv, nimaš, pa če še nimaš te žilice... Ja, vseeno je razlika, ker sem jaz toliko utečena že v ta posel, no, da mi mogoče hitreje gre, ampak že v osnovi tisti, ki se obrnejo na mene, kar se poroke tiče, so zagotovo tisti, ki si želijo pričakati svoj dan v miru in sproščeni, ne. Ker jaz sem si, naprimer, mojo poroko sama dekorirala. In hausmeister je moral pomagati spet. To mi je bilo ful dobro, ker si imela šopek kot turbico, ne? Ja, na obroču. Na obroču, ful dobro. Jaz povem to vsaki nevesti, ki je v dvomih, ali se naj odloči za mene ali ne. Pač povem, da sem svojo poroko delala sama in je ne bi nikoli več. Mislim, to je toliko enega stresa, nepotrebnega. To je dan, ki ga jaz razumem, da se ti posvetiš en drugemu, ne, partnerja, da se pripravita na to, kar jo čaka tisti dan, ne, da je to neka ljubezen in mir notranji in pač res pomembne stvari pridejo v ospredje. Ne pravim, da ta del ni pomemben pri poroki, dekoracija in to, ampak je še kako pomemben, ampak v osnovi je pa poroka tisto, da se združita dva človeka zavestno in ne moreta prileteti pred oltar cela zašvicana, ne? Nervozna, ker sta še tam zunaj na avtu, ne vem, mašle vezala. Pač dejansko se dogajajo take situacije in jaz sem tukaj tista, ki se trudim v največji meri razbremeniti poročni par. V dnevih pred poroko,
na dan poroke itak in tudi po poroki, ko pač vse pospravimo za sabo na vseh lokacijah. Tako da ja. Vse v končni fazi potem tisti denar, ki ga ti daš, denar jaz vedno rečem itak kroži, ne? Ja, Od tehta, veš, tiste trenutke, ki si jih ti lahko potem zbral, pa No. bil miren, to predvsem. je neprecenljivo. In Tako. včasih je to težko razumeti, ampak ko si v teh situacijah, porazumeš. Ne, Ja, ja. Točno to, pač to potem odtehta tiste trenutke, ki so ostali samo tebi. Ne? Če se odločiš za kaj takega, da ti nekdo pomaga ker dekoracija in vsa ta delna organizacija, ki jo mi prevzamemo, je res veliki del poroke. Ne? Zdaj za glasbo, za hrano, pijačo, pač gostišče, kakorkoli, cerkev, civilni del, si ti že to dogovorjen mesece prej. Ne? Zdaj dekoracija pa je zadnje 3 dni. Ne? Intenzivno, pač sveže cvetje, ne? Zadnji dan. In pač ne privoščim dobeni nevesti, da bi bila v takem stresu, ko sem jaz bila pred mojo poroko. Malo sem pa tudi sama kriva, ker sem pač preveč si zastavljena. Pa saj veš, ne. Pol si rečeš, ja dobro, to sem naredila, zdaj vem, da več ne bi, ampak želela se to še enkrat Vsaka šola nekaj kakšna stane. biserna, pa srebrna, to zlata, to še pri upoštevanju. Ena naša sledilka nam je, mislim, je za tebe postavila vprašanje, dejansko pa tudi mene zanima, ne, od kje črpaš navdih? Od kje? Ne vem. To pride naravno. Mislim, Nisi včasih, da imaš kar blokado, pa rečeš, ne morem. ja, Ne gre. ja. Nimam. Se Se ti zgodi, zgodi. ampak se mi zdi, da je to vedno samo začasno. To traja mogoče teden. Potem pa pač navdih, ja. Kako, na primer, si dobila navdih, da si gospodu, ali gospa, ne vem, kdo je bil, da si, na primer, je imel teniške žogice na mesto šopkov, eno si celo prerezala, notri dala vuhaljak? Ja. Kje dobiš to ti navdih? Ne vem. Saj pravim, jaz pač vedno se trudim z osebnostjo slavljenca povezati elemente dekoracije, ne? In pol pač Ampak res to probam. so take utrgane ideje, veš, da porečeš, Ja, pač jaz bi rada, da je drugače in da je nekonvencionalno, ne? Da ni zdaj to samo cvetje. Pač da lahko druge elemente vključim in jaz vedno tako razmišljam. Pač ful pogosto se mi zgodi, da si rečem, ne vem, zdaj bom pa jaz šla neko idejo poiskati na Pinterest. aha, Ampak jaz tega tam ne najdem. jaz sem preveč utrgana za Ne, Pinterest. res ogromno krat se mi zgodi, da jaz na Pinterestu ne najdem to, kar iščem, ker pač ne vem zakaj. Še ni ne bilo narejeno, objavljeno ali kakorkoli pač. Ja, pol je to tvoj podpis in to vemo, aha, gled, to je definitivno to. Neke, tudi jabolčni šopki, pa Ja. kaj že vse bilo, to tjaša, lej, to. No in to me veseli, ko slišim kaj takega, da sem dosegla ta nivo, da se ločim od drugih, no, da imam svojo zgodbo. Ne? Kar dejansko je zelo težko in potrebuje svoj čas. Ja, ja. Ko smo li začeli s Tako, časom, ne. tako. Tu dejansko je, bi rekla, skoraj čas naš prijatelj, ne, ki nas uči, bodi potrpežljiv, Tako, tako. dobila boš nagrado. Ja, ja. Kaj pa, na primer, bi se lahko zdaj spomnila kakšnega projekta, ne vem, v zadnjem letu, ki ti reče zdaj, o, ta je bil res odbit. Letošnji projekt Red Bull Flugtag. Aha, Tam sem tudi bila. Tam je bilo sicer zelo omejeno, kaj in kako,
ampak sem vseeno, mislim, da jih ujela dobro njihove želje. Pa tudi nisem najdla tak pri brskanju po spletu nič uporabnega, pa sem si pol neko svojo zgodbo zastavila in so bili tudi oni zadovoljni Si z njo. imela verjetno to in za povabljence ali teh? VIP sem delala, ja. V bistvu tak dekoracijo, pač v stilu Red Bulla, zdaj pa to je ful težko, ne. Tu sem imela kar težavo, ampak smo potem speljali in so bili zadovoljni in jaz sem bila zadovoljna še bolj. Meni je, na primer, padel mogoče v oči ta projekt, ko ste ga imeli na 1000 metrih nadmorske višine. Ja, to pa je bil fotoshooting, v bistvu je šlo za nagradno Tam igro. Slovenske gorice so bile močno zastopane. Tako je. Ja, jaz sem bila kar malo šokirana, ko je fotografinja sporočila, da bo fotoshooting na Vršiču. Pa sem rekla, pa resno, kaj nimamo v Sloveniji lažje dostopnega prostora, ki tako dobro zgleda kot Vršič, ne. Ampak dobro, to je pač bila prvi odziv moj. Ampak izpadlo je vrhunsko, no. Zdaj ful malo še je fotk objavljenih, je jih na stotine, ampak to bomo počasi zdaj začeli objavljati, ko se malo umirijo tudi stvari v delavnici. Ja, je bil svojevrsten projekt spraviti vso opremo na Vršič. Plezati čez tisto skalovje in z mizo in stoli in z rožami in s torticami od džezve, ne, pač taka karikatura od dneva je bila tisto, ampak smo pa prišli skupaj taki ponudniki oziroma taki ustvarjalci, da smo se v trenutku ujeli, no. Pravi užitek je bil tisti dan, no. Ker tam je bilo ful lepo mi narejeno, v bistvu, ker si cvetlico uporabila že kot nakit, ne? Ja, ja. To je zdaj nekako naslednja stvar, ki me ful vleče, da iz pravega cvetja se naredi tudi nakit poročni, ne, oziroma, ampak tu smo še zelo konzervativni, no, vidim, da se, ja, še ne odločajo za kaj takega. Ko pa misliš, da jih ne prepriča, ker zgleda ful dobro? Pač sama nošnja, ali kje misliš, da so pomisli? Ne vem. Jaz sem že sama sebi tudi naredila ta nakit, pa ga nosila, ampak ne vem, zakaj druge to ne prepriča. Meni pač zgleda ful dobro, jaz sem si to takrat v glavo vtepla, da to moram imeti na tem fotoshootingu in na koncu je še fotografinja ta nakit vrgla nevesti čez glavo, ne, in je tudi ful dobro izpadlo. Tisti veliki aranžmaji, tisto je služilo kot poročni šopek, kar sploh v osnovi ni bilo namenjeno temu, ampak to, da smo lahko improvizirali na tak način, ne. Na koncu so še v kader priletele ovce. Pisana druščina. To je bilo vse kot naročeno, no. Tako da ujeli smo še zadnjo svetlobo, potem spodaj pri jezeru Jasna, tam smo potem pohištvo nosili celo čez potok. V glavnem, ja, pestra je bilo. Ful me veselijo taki projekti, no. To je tista pika na i, da se razvijaš dalje. Ja. Ne? Poroke so nekaj, kar so pač v nekih okvirjih, ne? Tu ni dost manevrskega prostora, tudi neveste so rade v neki komfort coni, kar se poročnega cvetja tiče. Redko kdo se odloči za neko pisano ali pa drzno cvetje. Taki projekti pa potem se mi zdi, nam dajo, sploh meni dajo motivacijo za naprej. Pa da potem spet oni hrček v glavi leti in dela svoje, ne. Pa se glih to, ne, ker te en postavi pred neki izziv, naprimer tako si rekla, kaj bomo delali tam na 1600 metrih, ne, kaj vam ne dogaja? Ampak ravno zaradi tega, ker je že v osnovi zastavljeno drugače, ti je izziv. Ja. Pa rečeš, ajmo, probajmo, ne. Dajmo, ja. Ja, da se. Zato, ker prvi odziv je ono, pa to je pretežko.
Pa pa tak, Tjaša, ne, ni pretežko, to je samo en kul izziv, ne, dajmo, dvigni rit, ne, to... Če je taki konkreten izziv, potem je to to. To, kar smo na začetku govorila, doda vrednost temu končnemu produktu, potem ne. To je to. Kaj požene kri po žilah. Ja. Ja. Kjer pa je bil tudi tako, ali si imela zdaj, ali pa da se spomniš tako projekta, ki ti je bil izziv, pa hkrati, da si že imela malo strah. Madonna, bo šlo to skozi? Ptičje hiške so bile en taki projekt, ker smo bili zelo, zelo časovno omejeni. Namreč potrdili so to idejno zasnovo, mislim, da manj kot en mesec pred izvedbo. Tako da je tudi... To je Benjamin mogel. Benjamin Fejs zalaufati. Po mojem parkrat preklel moje ime, ko sem ga preganjala, pa si izmišljavala. Pač, ne, to so potem vsi vpleteni, ko gumice. Ja. Ne, na frači to samo čakaš, kdaj bo počelo ali pa spustilo. Ampak zaenkrat še ni nikjer pri dobenem projektu, tako da. Nisem še uspela ljudi tako daleč spraviti. Pa sej, s tem pristopom, ki ga imaš, pa tako, ko se pol, jaz vedno rečem, taki čudaki skup dobijo pol zadeve nekako, se razumejo in zlaufajo. Tako. Tako da Benjaminu sem ful hvaležna, da je on to tako potem res cokom pokom zrihtal te hiške v nulo. No. Ker sem res mislila, da ne bo šlo skozi. Mogoče tle dostikrat pride do trenutkov, ko ravno to nisem mislila, ali bom šlo. Koliko je tle pomembna podpora, ne vem, najbližjih moža? Dosti. Ker me spomni na tiste besede, ki si jih znam zdaj že tudi sama govoriti v glavi. Ne? Do zdaj smo še vedno vse izpeljali. Ne? In vedno je dobro izpadlo. Tudi to bo. Ne sekiraj se, jaz ti bom pomagal, koliko ti bom lahko. To so največkrat Primožove besede in to me ful dostkrat zelo pomiri. Ker dejansko ni enostavno kot mama 2 otrok, imeti svojo firmo, loviti roke, jih izpeljati, pa še potem dati, ne vem, kosilo na mizo, ne? To je največji izziv pri vsem skupaj. Tak, če svoje življenje kot celoto pogledam, usklajevanje mojega dela in družine. Pač dostkrat se zgodi, da z otroci nisem toliko, kot bi želela, pa tudi, ko sem, mi včasih zmanjka energije za neko kvalitetno druženje. No. Tu si pač mogoče malo preveč očitam, ker se vseeno pa trudim, da usklajujemo to. Pač zdaj največkrat zagusti sploh v takih trenutkih, kot je na primer naslednji teden, ko gre sin za 14 dni spet na rehabilitacijo v Sočo. Poklicali so me pa v sredo, da morava biti v ponedeljek doli. In to potem za sabo potegne to, da sem ves teden, ta teden usklajevala roke in sestanke in prestavljala dogovore in vse živo, da bom do ponedeljka zjutraj pač na čistem za 2 tedna naprej. Ojoj. Ja, tu so pač tiste stvari, ko imaš občutek včasih, da se boš sesuno, ampak še vedno je vse. Peljamo naprej. Sicer včasih si sami rečemo, ne vemo kako, ampak gre naprej. Gre naprej, ja. Tako da, imam zaupanje v življenje, da bo vedno poskrbelo za nas na dober način. Res je. Dobra misel, ja. Ja, ker je bilo še do zdaj vedno tako. Čeprav ti včasih malo zobe pokaže življenje, ampak tako smo rekli, z razlogom. Z razlogom. Nekaj te mora naučiti.
Neka lekcija te čaka, da prideš boljši. Dobro je, da jo znaš slišati in videti, ne? Ker določeni ljudje ne znajo. Ja, sej včasih pride do tega, da tudi jaz ne znam, ne, pač rabiš nekaj časa, da prideš do tega. Tudi, ne vem, naučiti se moraš tega. Jaz sem se naučila, ne, da pač vidim vedno neko rešitev in da vem, da se znam pomiriti. No. Ampak to se je ful težko naučiti. To je spet en proces, ne. Da se pomiriš, ko ti je najhuje, pa si rečeš, v redu bo. Do zdaj je še zmeraj bilo. Ti mogoče v takih primerih pomagajo tudi barve, ker vem, da barve so del tvojega življenja. Ja. Že tudi pri frizuri lahko opažamo, da so se te skozi tvojo življenjsko pot spreminjale. Tako da tudi Goran je imel izziv pri tebi. Ne? Ja. Ne vem, kdo je bil bolj vesel, da sem si lahko dala delati trajno, Goran ali jaz. Ker sem se o tem pogovarjala že leta in leta. Tako da ja. Barve? Barve. V bistvu tako nekaj privat življenju zagusti oziroma postane težko. Najdem nekak svoj mir v delavnici. Zdaj pa to so barve, predvsem pa je to tista kreativa, ki me obdaja, ali pa tisti kreativni kaos. Pač nekako imam občutek, da je delavnica moje zatočišče, zdaj pa če je še v tistem trenutku polna rož raznobarvnih, še toliko boljše. Ker sem mislila, da imaš kakšno bolj, ko bi rekla, da ti barve res olepšajo dan, se na nek način to poveš, da ti, ne? Mislila sem malo napeljati na gospoda Hundertwasserja, ta ti je precej blizu, ne? Ok, ja. On je znan po tem, Ja, ne? ja. Ker bolj ti je všeč Hundertwasser kot Gaudi, Tako, kolikor mi je znano. tako. Tako zelo, da je tudi ena vaša posebna inštalacija v vaši hiši na temo Hundertwasserja. WC? Ja, jaz sem pozabila na to. Res je. Jaz sem nekaj časa bila tako na pol obsedena s Hundertwasserjem. Jaz sem v njegovih stvaritvah, v njegovi zapuščini, v njegovi filozofiji najdla toliko navdiha za svoje delo. In prva taka je bila pač WC prostor oziroma mozaik sem delala 3 mesece. Ja, fora pa je bila v tem, da mi je Še enkrat vedno... hvala, mama in ata. Ja, ona dva sta se kar navadila pol že na to nekonvencionalno življenje z mano. Tisto je bilo taki zanimiv projekt je bil, ker mi je vedno nekdo prišel pomagati in je vsak neko svojo zgodbo še potem vpletel v mozaik, kak je polagal ploščice. Tako da imam še kar nekaj odtisov od starih prijateljev notno. Aha, okej. Ja. Drugače pa ja, Hundertwasser pa je bil veliki del mojega življenja in pravim, da sem zaradi njega bila tudi na faks sprejeta. Aha. Ker smo imeli pač končni razgovor, ko so pač bile vsi preizkusi mimo, risanja in ne vem, kaj vse smo imeli in eseja, je bil na koncu še razgovor z dekanjo in nekaj profesorje in so nas vprašali, kdo je naš najljubši arhitekt. Vem, da nas je 5 sedelo pred komisijo in jaz pač, vsi so rekli Plečnik, ne, pač, ker je najbolj znani slovenski arhitekt, mene pa on sploh ne navdušuje, ne. Pač on je bil preveč po reglcih, ali kako naj rečem, ne. In jaz kot zadnja odgovorim Hundertwasser. In je bilo to tako, kot da je dekanju nekdo pičil vriti, a res? Ja, kako pa je on prišel? Naslednje vprašanje pa je bilo, kako pa je prišel on oblečen na svojo prvo razstavo. Pa jaz pravim, ja, ni bil oblečen, ne? In ona je bila čisto navdušena nad mojimi odgovori in sem rekla, no,
Jaz mislim, da sem zaradi Hundertwasserja dobila mesto na faksu. Da sem bila zaradi njega sprejeta. No, tako. No, in tudi vem, da bila si v njegovih termah. Ja. To sem si jaz tudi vedno želela. In ko sem to ugotovila, mislim, ko sem malo researchala, in ko sem to ugotovila, sem se spomnila Nina, po mojem 15 let nazaj ali pa 18, vem, da sem si tudi jaz želela iti v te terme. To je posebna izkušnja. In zdaj sem si pomislila, Nina, morda je čas, ne, Ja, Tjaša? ja. Povej mi, kako je tam. Tudi jaz grem ponovno v bližnji prihodnosti. Ne vem, pač ta prostor, vsi njegovi prostori imajo poseben čar. Ne vem zakaj. On je toliko naredil v svoji arhitekturi za to sobivanje z naravo, za te organske oblike, da je tako naravo vpeljal v arhitектuro, da ne vem, če je komu drugemu še to uspelo. Zdaj, ker toliko govorimo o tej trajnosti in temu, On je bil trajnosten že dolgo pred tem. Ne? ko se ni o tem tako promoviralo, Tako. ampak je Tako, on je dejansko napisal živel. manifest zelenim streham na Dunaju, naprimer, a ne? ja. Manifest oknom, da si vsak stanovalec v večstanovanjski zgradbi lahko okrog okna okrasi po fasadi, kaj si želi, dokot njegova roka seže. Take ideje. Ne? In jaz mislim, da kljub temu, da v resnici ni bil arhitekt, ker ni zaključil dobene šole, ne? Vse njegove arhitekturne dosežke so delali po njegovih skicah, risbicah, bolj kot po načrtih. In ne vem, pač ne vem, zakaj on mene tako navdihuje. Verjetno zaradi vsega tega, kar sem povedala. In te toplice so res, sploh niso daleč od Lenarta, urco pa pol menda, vredne ogleda, res, res. Sicer v toplicah so tla ravna, kar za njega ni značilno, ampak mislim, da so tu morali zaradi varnostnih predpisov malo kompenzirati oziroma kompromise sklepati z njim. Pa cerkev Svete Barbare, katoliška cerkev je tukaj tudi eno urco od nas, tudi vredno ogleda. On je pa tu prevzel projekt pod pogojem, da lahko še prenovi, uredi vrt cerkveni okrog cerkve. In je postavil 13 obokov. In na vsak obok je dal simbol ene izmed večjih svetovnih verstev. Na zadnji obok je pa prazen, ker je namenjen vsem brezvernim. Tako da je bil tudi taki neki glasnik solidarnosti in zdaj mi je beseda pobegnila, strpnosti. Ne? Na koncu smo res vsi ljudje, pač, ne glede na to, kaj smo, kdo smo. Veliki, mali, debeli, suhi. Kakšne stari, titule mladi. nosimo, nima veze. V osnovi si človek. Ja. In mislim, da je Hundertwasser zelo dobro znal to skozi arhitekturo povedati. Glej, povabilo, da še drugi mogoče res si to gledajo, da ga navdihne. Zelo blizu so njegova dela in vredno jih je iti pogledati. Večina pa ljudi pa verjetno tako pozna to hišo na Dunaju. Ta je najbolj oblegana. Tako, tako. Zdaj, ko smo bili malo pri arhitekturi, na nek način se dotikaš oziroma ukvarjaš ali pomagaš tudi pri, bi rekla, dekoriranju oziroma polepšanju prostorov. Eden izmed takih je terapevtski poslovni prostor od Maje Fridov. V Mobikomu ponavadi kakšno stvar polepšaš. Ja. Optika Vivid, vem, da je imela take lepe cvetlične očala. Masažni salon v Benediktu, Tako. Rokijev, potem tudi na Zavrhu masažni salon. Teh strank je ogromno. Ja. Zanimivo je, da se to tako zanimivo razporedi skozi leto, ko se umiri poročna sezona, potem začnem dobivati take klice.
rabimo prenovo. Ne? Pa to je In tudi ene poseben izziv, ne? Sigurno. Prideš, moreš... Tu je treba ful začutiti stranko, ker to je njihov prostor, ki je obenem oseben prostor, sploh ko gre za neke take psihoterapevtske prostore, masažne prostore, frizerske salone. Ful je pomembno, da slišiš želje lastnika tega prostora, ker on bo največ časa tam preživel. Po drugi strani je pa ful pomembno, da je tudi prostor prilagojen pa privlačen za stranke, ki so pač prehodno v tem prostoru. Ampak jaz se vedno trudim, da je prostor v prvi vrsti udoben in privlačen za lastnika te dejavnosti, v drugi vrsti pa za stranko, da se stranka instant dobro počuti tam. Ne? Potem jaz vem, da sem dobro delo opravila. No? Ne? Tudi ko dobijo oni potem odzive od svojih strank, da se počuti udobno, da nekaj v tem prostoru je prav, pa ne znajo povedati kaj. Ne? To smo potem dosegli maksimum. To je to, ne? Ja. Tudi, naprimer, ponavadi vedno sodeluješ pri okrasitvah v domači cerkvi svetega Lenarta. Ja. Namige včasih da celo naš župnik. Ja. Vsi ga poznamo, da on ima res to širino, to odprtost. Ja, tudi zelo ceni moje delo. Sicer zdaj na zadnje za zahvalno nedeljo nisem sodelovala z njimi. Želim si, da še bom v bodoče, ker je cerkev tudi svojevrsten izziv. Cerkev pa zaradi svoje pompoznosti, velikosti, že itak dekoracijam samim cerkvenim, da cvetje izstopa potem, ne? V vsemu, kar se v cerkvi vizualno dogaja, da še kljub temu cvetje izstopa in da naredi piko na i. Ne, to je svojevrsten izziv, ker ko pripravljam aranžmaje za cerkev v delavnici, ne vidim čez cvetje, tako je to veliko, ko je pripravljeno. Ja. Potem pa prinesem to v cerkev, pa se tako Ja. spet je premalo. Pogoživi si Pa kak? Pa 4-krat z avtom pripeljem, tako je polno rož, pa še vedno se mi zdi včasih premalo. No. Ali pa jaz, ker ves čas gledam v tisto dekoracijo, v tiste aranžmaje, da se mi potem že mogoče več ne zdi v redu. Jaz včasih kakšne svoje slike pogledam sploh dekoracij iz cerkve, pa si mislim, pa vse to je verjetno zgledalo. Ja. Da nazaj. V tistem trenutku pa nisem zadovoljna 100%. Ne? A se ti je tudi že zgodilo, da včasih nisi bila zadovoljna? Ja, saj sem tako dolgo potem popravljala pa spreminjala, da sem bila, ampak na tisto prvo žogo, ko sem umestila dekoracijo v prostor cerkve. Ja. Če greva mogoče zdaj malo pogledati nazaj, bi rekla, tvoje pristne korenine, bi tako rekoč lahko rekla, da ti je bilo to položeno v zibelko, ne? Ja. Eden izmed, bi rekla, zelo cenjenih prednikov tvojih je bil tvoj ded, ki je, bi rekla, veliko dal na kulturo, Ja. bil spoštovan na tem področju, tako glasbenem, tako literarnem. In tudi to tradicijo vi nadaljujete naprej. Ja. Sicer glasbenik ni posebno noben od nas, kar si je dedi želel, ampak mu ni bilo uslišano. No. Brat poje potem v njegovem pevskem zboru, ki ga zdaj vodi Andrej Polič. Drugače pa noben od nas se ni našel v glasbi. No. Jaz sem se trudila 2 leti s klavirjem, ampak... Deda ne gre si rekla? Ne. Mislim, da je tudi on pol videl, da ni to. Ne. Je pa bil vedno vesel, da sem se jaz najdla tudi v nekih takih kreativnih poklicih, da sem najdla pač svoje poslanstvo v kreativi. Ker tudi on je
bil kreativen človek, sicer čisto na drugem področju, na glasbi in na pisanju. Ampak vseeno za tiste čase drzen, ne? Ja. Kar je on počel, ne, tudi, ne vem, to mi je zelo bilo všeč, pa mogoče vidim toliko povezavo s tabo, ne, to spoštovanje lokalnega, ne, naše kulturne, mislim, ni Slovenskih goric, ne, kultura, ki jo imamo, on je celo tudi knjige pisal, ne, mislim, nekdo bi rekel brez veze, ne. Ja, ampak to se bo s časom vse porazgubilo, če ne bo takih ljudi, ki bojo to zapisovali, ne. In njemu je to ogromno pomenilo, ta kulturni del našega prostora, no, v katerem živimo. Jaz se ga spomnim, da je zmeraj nekaj pisal. Vedno je nekaj pisal. Pa, mislim, imate te potem knjige predajaš tudi, prebiraš svojim otrokom? Zdaj še ne, so še malo premajhni, ampak so na knjižnih policah in čakajo na njih, ja. Tako da. Ja, je bil, tudi on je bil tak zelo svoje glav človek, no. In mogoče sem se malo od njega navlekla tega. Glej, smo taki, ne? Nimam nič proti, mislim, jaz sem zadovoljna, tako kot sem, da sem podedovala neke stvari, kreativo in to, sicer na čist drugem področju, ampak ja. Ja, na nek način vseeno gre za, bi jaz rekla, neko izražanje, kulturno udejstvovanje, kakorkoli, ne? Zanimivo še pri tebi je, bi rekla, med mlajšimi generacijami zelo popularno, no, skoraj da tako rekoč bi težko najdu nekoga, ko nima tatuja, kot da ga ima. Ja. Ti ga imaš, ampak ta je tudi unikaten. Ja. Narisal ga je pa sin, ko je bil star 5 let. Kaj ga lahko Lahko. Tak si še podpisal. To sem jaz in on visi iz lasu tu dol, to pa je Maček Bajsi. Tu se še tak umetniško podpisal, no. Koliko je bil tu star? 5. In zakaj on visi? Ne vem, nikoli nisma dorekla tega, kaj je ozadje te zgodbe. Zelo lep, zelo simpatičen. Ja. Zelo simpatična slikica, no, ampak kako si glih to izbrala? Verjetno je več risov, zakaj je glih ta? Ja, tu zadaj je pač mogoče ena zgodba, ko v tistem času sva bila z njegovim matijem, s Primožem narazen in Brin je takrat pač to risbico narisal brez atija. In sem jaz rekla, da si pač bom to dala neko prelomnico življenjsko, pač si bom to dala tetovirati. Hotela sem imeti tatu nekaj v zvezi z sinom, 5 let je že bil takrat star, pa nisem najdla pravega navdiha in pol, ko sem to z risbico videla, takrat sem pač rekla, to je to, ne. Ampak potem se je življenje spet obrnilo, no. Tako da zdaj čakamo, da ta mlajši nariše še atija in njega pa bomo tu dodali. Čakaj, rabi še kakšne 2 leti, verjetno? 1 leto, 4. Eno izzivalno vprašanje imam. Vseeno sem rekla, mogoče bi se tega dotaknila. Pogovarjali smo se enkrat tudi o tem, da si pripravljala pač idejno zasnovo za osvetlitev oziroma praznično okrasitev našega Lenarta, bi rekla osrčja Slovenskih goric. Ta osvetlitev pač ni bila, takrat ni pač padla na plodna tla. Kako zdaj mogoče ti gledaš na te praznične okrasitve? Mogoče bova dale fokus na Slovenske gorice. Kje misliš, da bi bile izboljšave, zakaj? Kaj bi se lahko naredilo? Po čem ljudje misliš, da hrepenijo? Jaz mislim, da je potencial v kakih dekoracijah prazničnih, ki so interaktivne,
da lahko ljudje se jih dotaknejo, se poslikajo pri njih, da se naredijo mogoče kakšni fotokotički po Lenartu. Predvsem pa to, jaz bi se držala načela manj je več v tem primeru, kar se tiče, zdaj govorim specifično o okrasitvi Lenarta. Se mi zdi čist preveč prenasičeno v centru Lenarta, potem pa kar naenkrat zgine dekoracija, ne? Osvetlitev božična. Vsi vemo, da lučke dajo neko toplino v dnevih, ko so pač taki, kot je današnji, ne? Megleni, žalostni, temačni, in se mi zdi, da to neko življenje dalje ponovno vdihne v kraj, v prostor, kakorkoli. Ful bi bila vesela, če bi mogoče bilo na tem področju malo več posluha ze strani vodstva, pa malo več interesa, da se mogoče razvija tudi ta del življenja v občini, da se vključi mogoče osnovno šolo, da se v parku pripravi kakšna interaktivna dekoracija božična, ne? Pač jaz vidim tu ogromno možnosti, ki mogoče tudi ne bi bile taki veliki zalogaj za občinski budžet, ne? Ampak ja, ni še mogoče toliko dozorelo to, da bi bil interes dovolj veliki, ne. Jaz pač tu vidim potencial, ampak o tem bi se bilo treba pogovarjati že sredi poletja, da se neke stvari sprovedejo, ne. Tudi vrtec bi se dal čudovito vključiti v kake izdelke, ki se jih potem pač osvetli ali kakorkoli. V glavnem, možnosti je ogromno, ne. Da se pripravijo kaki natečaji, da sodelujejo ljudje, ne, tisti, ki... Da v bistvu soustvarjamo stvari, ne? Tako. In da ti se lahko sprehodiš po Lenartu in, ne vem, imaš fotokotiček, se usedeš, se poslikaš. Mislim, to nam manjka. Neko povezovanje se mi zdi, da mogoče koncerti na trgu niso dovolj, ali pa bi mogoče morali te prireditve praznične malo razsejati po mestu, ne, da zaživi celoten Lenart, ne. Tako nekako si jaz predstavljam to. Ful sem vesela, da se Društvo vinarjev odločilo, da umetnost rizlinga in gibanice izpelje vsako leto okoli cerkvenega obzidja. Ker to je en taki pravlični prostor, tak neki kokonček varen, ne, se mi zdi, da se ljudje dosti boljše počutijo, ko na nekem odprtem prostoru, ne. Sigurno je za množice bolj primerno kaj drugega, no, ampak se mi zdi, da bi se dalo marsikaj narediti tudi s tem, da se poveže cerkveno pročelje in... Ker ima neko to mogočnost. Ja, in jaz sem prepričana, da gospod Marjan bo z veseljem sodeloval, ker mislim, da so mu všeč take stvari, da se dogajajo tudi pri njemu na dvorišču. Ki dejansko združujejo, povezujejo ljudi, ne glede na to. Tako. Iz kje si, kaj si, ne. Ja. Mislim, da je to res dobro sporočilo tudi, ne. Ja. Tako da. Pač upam, da se bo v tej smeri začelo kaj premikati, da bodo mogoče v vodstvu začeli o tem razmišljati, ker mislim, da Lenart kot kraj ima velik potencial. Ne, in da take zgodbe potem tudi širom po Sloveniji odmevajo, ne. Dobro, na primer, vinska fontana v Vodolah, ena taka stvar, ali pa pivska fontana v Žalcu, ne. Oni so iz tega napletli celo zgodbo okrog, ne. To je nekaj, kar odmeva po Sloveniji. Jaz ne pravim, da moramo mi zdaj imeti neko fontano alkoholno v Lenartu, ne. Ampak... V tem času je, ker imamo zdaj zelo veliko. Ampak je neko v bistvu zgodbo, da speljamo, ne? Tako, da je Lenart prepoznavn mogoče po čem drugem kot po... Imamo dobre lokalne zgodbe, ki jih lahko damo ven, ne? Ja.
Ker tudi mi dejansko s tem, ko smo začeli ustvarjati Ovtar 24, ko smo začeli s podcasti, je ravno to bil naš namen. Ne? Dejansko imamo dobre lokalne zgodbe, samo pač glas jim je treba dati, Ja. ne? Jim predstaviti, jim dati mesto. Ne? Ja. Marsikaj imamo, ampak včasih je res, da ker živimo v tem lokalnem okolju, se nam zdi dostikrat že kar nekaj samoumevno. Ne? Ja. Pa ni, ne? Ali pa se ne da, ali pa prehitro obupamo ali kakorkoli, ampak premikamo lahko gore. No? Ja. Ja, če pravi ljudje stopimo skupaj. No. Lenarška skupnost se tudi precej hitro širi. Ne? Ogromno je nekih novih priseljencev, mladih družin, ki sem prepričana, da bi bili tudi, če bi se jih povabilo k povezovanju, da se bi tudi na tem področju marsikaj spremenilo. Ne? Jaz mislim, da je vseeno prav, da kot lokalna skupnost ostanemo povezani. Naj to daje kraju tudi domačnost. Ne. Ki jo Lenart še zaenkrat res ima, no? Ja. Po mojem mnenju. Meni je vseeno všeč, da pač Lenart vse ljudje na ulicah pozdravljajo, ne? Ja. Kar že drugod izginja. Ne? Ja. Meni je pač tu všeč ta pristnost. Ja. Ne? Pa ne vem, če greš na tržnico, včasih so še bile bolj, no, zdaj mogoče malo, ampak da se ljudje pozdravijo, da gremo na kavo, da lahko Tako. kakšno rečemo. Ja, ja. To je to, ne? Zmeraj nekoga srečaš. Ja. Da ne prideš pravočasno domov. Točno to. Mogoče kaj bi lahko dali še kakšen namig, priporočilo, nasvet za praznično dekoracijo, kako si lahko doma ustvarimo, kaj je letos trend, kje barve to ponavadi je. Zdaj, kar se tiče trendov božičnih, v bistvu je to stvar okusa. Vemo, da lahko dobimo vse barvne kombinacije kroglic božičnih in božične dekoracije. Tako da jaz mislim, da tu je predvsem pomembno, da je narejeno iz srca, oziroma da res poslušaš sebe in si pripraviš dekoracijo, ki odraža tebe. Ne? Trendi vemo, da so čist ponoreli, sploh kar se teh komercialnih plati tiče. Ne? Še vedno je pa mogoče tista prava božična dekoracija, belo, rdeče, zeleno. Tudi jaz sem veliki pristaš te božične kombinacije. Se mi zdi, da je še vedno tista pika na i za ta praznik, ta kombinacija. Ima ta rdeča neko čustveno noto. Ja, malo spodbudi krvni obtok, tudi rdeča barva. Ne? Eni, sploh tisti, ki se zdravljenjem z barvami ukvarjajo, ne? Namesto skodelice kave zjutraj 10 minut opazuješ rdeči kartonček in baje spodbudi krvni obtok, isto kot šalčka kave. Ena zanimivost. Tega nisem vedela. Tako da, ja, to je taka čustvena barva, taka energetsko res nabita, tako da to rabimo v teh mesecih, ko ni dovolj sonca. Ja, Sonce pač rabimo. Ne? Že razpoloženje je drugo in če si lahko s tem v božičnem času pričaramo, z barvami spet, neko vzdušje, je to. Barve zagotovo, tudi prijetna dekoracija, potem pa še res dobri ljudje poleg tebe. Dobra hrana. Zmagovalna kombinacija. In je božič tu, ne? Tako. Ni treba imeti ne vem koliko, se mi zdi tudi, se strinjam, da veliko preveč dajemo poudarka na materialnih stvareh, dejansko bolj, kar nam pa nas v sreči res, da nam je toplo pri srcu, pa so res pristni, iskreni, no. Ja, da si lahko z domačimi tudi. Ne? Po eni strani je tudi to materialna dekoracija, materialna zadeva, ampak to je nekaj, kar nekdo, ki želi to imeti, je to tudi hrana za dušo. Ne? Tako da jaz mislim, da je najboljše, da si daš duškat v božičnem času in si res narediš to, kar si želiš pač. Lahko je tudi over the top, ne? Če te bo sreči, tako. In potem še zraven pravi ljudje, tako kot si rekla.
in ne rabiš več nič drugega. To je to. Ja. Okay. Jaz mislim, da smo povedali dovolj Ja. zanimivega za vse tiste, ki mogoče želite Tjašo spoznati preko njenih kreacij. To lahko storite na www.dekorista.si, imaš tudi na Facebooku, imaš Instagram, tam Tako. lahko se pogledajo tudi kakšni videi, reelsi. Mislim, da smo povedali več kot dovolj. No? Ja. To je za neokvirjeno vse. Spremljajte nas še naprej na našem kanalu YouTube, lahko nas poslušate preko Spotifyja, drugače pa lahko gledate tudi pretekle zgodbe, ki smo jih objavili na www.autor24.si za Vihek podcasti.